Tina Dobrajc, avtorica razstave, umetnica, mlada umetnica iz Škofje Loke in avtorica razstave The Mother of the World v galeriji Kurna, je ena izmed tistih zanimivih in prihajajočih mladih umetnikov, na katere moramo definitivno biti pozorni. Njena poetika oziroma njena ideja, ki jo vodi v slikarstvu, se giblje na eni strani znotraj družbeno kritičnih problemov sodobne družbe, predvsem v povezavi z pozicijo ženske v tej družbi. Tako je tudi ta razstava razdeljena na dva dela. V prvem delu imamo 3 dela, ki se predvsem ukvarjajo z problemom pozicije ženske v zahodnem svetu. Drugi del razstave pa je veliko bolj oseben, je veliko bolj poetičen. Nekje bi lahko rekli celo, da prihaja iz nekega nezavednega. V njenih delih predvsem je treba biti pozoren na 3 točke, znotraj katerih ona potem ustvarja. Ena stvar, ki je zelo pomembna, je ta ruralnost. To je kmečko okolje Škofje Loke, ki jo je na nek način zaznamovalo in ki ga ona decentno ves čas vpeljuje v svoja likovna dela. Po drugi strani se tu pojavljajo pop art, naprimer B-produkcija filmov, ki je zelo močno prisotna v njenih delih. To se vidi naprimer v naslovih, ki nosijo direktne asociacije pač na naslove filmov, naprimer, ki jih je videla in ki so na njo vplivali. In glasbe, spet, kako bi rekel, ne te pop kulture, ampak mogoče malo bolj subverzivne. In tretja stvar je definitivno nekaj tipično, kako bi rekel, žensko, nezavedno polje ženske psihe. Se pravi, znotraj teh 3 Tina Dobrajc likovno uravnoteži ta razmerja na način, da na eni strani skoraj v vsako delo vnese nek realen moment v sliki, ki ga potem nadgradi z simbolizmom, z nekim nadrealnim elementom. In ta realni element omogoča gledalcu, da se poveže, da se prepozna in zato potem lahko zaplava potem s tokom njene umetnosti v ta simbolni svet ali pa nadrealizem ali pa domišljijo. Tina Dobrajc je umetnica, ki prebija okvirje klasične avtopoetike. Problem v slovenskem slikarstvu je dostikrat, ne samo v slovenskem slikarstvu, ampak na splošno v slovenski umetnosti, ki ga vidim jaz, je, da umetniki nismo sposobni prebiti lastnih okvirjev. In to na nek način, na nek hecen način utemeljujemo kot neko prepoznavnost, kot neke avtopoetike in tako naprej. Jaz pa mislim, da gre tle za en drug problem, veliko bolj globlji in veliko bolj neprijeten, je ta, da enostavno naš naša domišljija ne seže dlje. Pri Tini Dobrajc tega ni. Ona je osvobojena tega. Jaz moram reči, da je 2 leti nazaj, ki je imela tle razstavo s svojim možem, ki je ravno tako umetnik, to je Mito Gegić, se je še na nek način lovila znotraj nekih okvirjev in enostavno ni bilo še čisto jasno, v katero smer jo bo pot v njenem likovnem razvoju zanesla, ampak danes lahko z gotovostjo trdim, da se je zelo osvobodila vseh teh lastnih avtopoetik in da je zaplavala v neko, kako bi rekel,
obče umetniško sfero in je zaradi tega, jaz mislim, veliko bolj zanimiva za tudi izven slovenskih meja, zaradi tega, ker je njena poetika se ne pripenja se zgolj lokalno, ampak presega ta okvir in v domišljiji, se pravi, in nese dlje, kot pač samo do njenega okvirja, zato nas vedno znova preseneča v svojih delih. Ko gledalec pride na razstavo, je mogoče zanimiv ta doživetje teh likovnih del. Namreč ona dela na ta način, da sliko konča, potem pa jo posuje z nekimi umetnimi elementi. A so to zdaj rože, umetne rože, ne? Ali so to določeni packe, dripingi, barve, ne? Definitivno meša dva likovna svetova in kakor je že ona sama rekla, je to na akademiji nekako niso dopuščali in je rabila kar nekaj časa, da se je osvobodila teh, kako bi rekel, pravil, ne, ki so jih postavili na akademiji. In je potem na nek način zdaj svobodno zadihala in združuje dva likovna svetova, ki mogoče nista na prvi pogled čisto združljiva, zaradi tega, ker gre za različne poetike, ampak se mi zdi, da z neko subtilnim pristopom, z nekim občutkom za barvo, za odnos, ji uspe združiti. Zato dostikrat pri teh slikah, ki jih gledamo, sploh ta zadnjih, je treba si vzeti čas, da sprejmeš te obe poetiki, likovni poetiki in potem nekako stvar dejansko zaživi v polnosti. Tina Dobrajec črpa gradi svoje slike ali pa svoj ustvarjalni svet v treh fazah. Eno je njen odnos do družbe, eno je njen odnos, kako bi rekel, ožji odnos do družine in potem je tle še id, kako bi rekel, žensko nezavedno polje in vse ta in njeno prehajanje med vsemi temi tremi nivoji je pravzaprav prepleteno v vseh delih. Na eni strani se ne boji nobenega materiala, uporablja video, uporablja lightboxe, uporablja posteljnino svojih babic, na katero pač slika neke motive, zelo tipično ženske, na primer, in s tem vleče nek genski spomin družine še naprej. Ne? V teh zadnjih delih se je odločila, da bo delala cinematičen format, se pravi filmski format, to je Cinemascope, ker so v zadnjem času pač filmi tako močno na nek način inspirirali. Zato je treba pač vedno pogledati tudi naslove, ki so ob teh slikah, naprimer chick flick, kar pomeni v žargonu babi film, ali pa Girls Don't Cry, Hungarian Saga, kjer je pravzaprav vzela iz filma Satan Tango Belatarja, madžarskega umetnika, nek motiv in ga potem na nek svoj način predstavlja.
Tina Dobrac je umetnica, ki definitivno s to razstavo stopa ob bok najbolj pomembnim slovenskim mladim slikarjem in predvsem kaže na svoj velik potencial in slikarsko znanje v praktično vseh delih, ki se jih dotakne.